v lanskem letu. Pri nas je bilo tretjina parov, pri katerih, ki smo igrali za postopki zunajtelesne oploditve, je bila ženska stara 40 let ali več. Omejitev obstaja, kar se tiče uspešnosti zdravljenja, namreč za starostjo plodnost zelo pada, predvsem pri ženskah. Radi postrežemo s tem podatkom, da je vsak 6-7 par neploden, vendar v tem ne povemo to, da je v starosti 20-30 let neploden vsak 10 par, v starosti 40 let pa je že v bistvu vsak 4. par neploden, govorimo o starosti žensk. To, kar včasih pari pričakujejo od nas, je to jasno, da uspešno zdravljenje, vendar in to vedno ne moremo zagotoviti. Namreč obstajajo omejitve, naravne omejitve, ki jih tudi za postopki zunajtelesne oploditve ne moremo premagati. Problem je namreč v kvaliteti jajčnih celic, ki se z starostjo pomembno zmanjšuje. Jajčne celice nastanejo vse takrat, ko je še ženska zarodek v maternici in se potem z leti njihova zaloga zmanjšuje, ampak ni problem samo v zmanjševanju zaloge jajčnih celic, problem je v zmanjšanju kvalitete jajčnih celic. Jajčna celica namreč pred oploditvijo v fazi zorenja izloči polovico kromosomov, zato da se lahko združi semenčica in da nastane zarodek, ki ima normalno število kromosomov. Ta mehanizem dozorevanja in izločanja kromosomov pa nekako z starostjo slabi in postane neučinkovit. Tako da opažamo, da je v starosti na primer 30 let je nekje 40% jajčnih celic, ki se izloči ali ki jih mi pridobimo z postopki zunajtelesne oploditve, kromosomsko neustrezni, imajo dodatni kromosom. V starosti 40 let je takih jajčnih celic že med 70 in 80%, v starosti 44 let je na primer ta odstotek že 90%. Dejansko je problem v kromosomski sestavi jajčnih celic. Če se taka jajčna celica oplodi in jo oplodimo z semenčico partnerja, nastane zarodek. Tak zarodek ima včasih potencial razvoja, tudi se lahko gnezdi, vendar pride do zgodnjih spontanih splavov. To je dejansko ta fiziološka omejitev, ki jo imamo in preko katere ne moremo. Zato je tudi uspešnost postopkov zunajtelesne oploditve zelo odvisna od starosti žensk. Ta starost je, bi rekel, najpomembnejši prognostični dejavnik. Mi smo analizirali, oziroma redno analiziramo rezultate postopkov zunajtelesne oploditve in ugotavljamo, da je na primer v starosti 30-35 let je delež porodov v enem postopku se giblje okrog 35%, v starosti 40 let je bil delež porodov v našem centru 17%, v starosti 41 je že padel na 11%, v starosti 42-43 je bil ta delež porodov v enem postopku že 7-8%, v starosti 44 let je padel na 2%, v starosti 45 let pa je tam že okrog 1%. To so naši podatki, ki smo jih publicirali, ki so dejansko zelo podobni rezultatom ameriškega nacionalnega registra, ki sicer slovi po svojih dobrih rezultatih in kvaliteti. Tako da dejansko je ta omejitev, ki jo imamo in bi morali na primer pri ženski, ki stara 44 let izvesti 50 postopkov zunajtelesne oploditve, da bi lahko z večjo gotovostjo pričakovali uspešno, kar je dejansko jasno nemogoče. Pari pa pričakujejo uspešno zdravljenje in pogosto niso seznanjeni, kakšne omejitve imamo in so dobesedno tudi šokirani, ko jim predstavimo te podatke. Pričakovali so namreč, da bomo s postopki zunajtelesne oploditve rešili njihove težave veliko bolj učinkovito. Mogoče k temu včasih prispeva tudi podatki oziroma navedbe v rumenem tisku, kjer objavljajo, kako so prišli nekateri slavne osebe znane do otrok v zelo poznem reproduktivnem obdobju v starosti 50-55 let, vendar to ni navedeno, da so dejansko prišli z pomočjo darovanja jajčnih celic. V tem primeru je dejansko uspešnost za darovanje jajčnih celic ni odvisna od starosti prejemnice, ampak od starosti darovalke. In to nekako ustvarja zmotno mnenje, kako so vse mogoče.
pri zdravljenju neplodnosti in pari računajo, kako bi lahko rešili te težave in da lahko odlašajo z porodom otroka oziroma z ustvarjanjem družine kasneje.